Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v novi oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno že drugič gostim prijatelja in pa terapevta gospoda Miha Roparčiča. Miha, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, Benjamin. Dober dan. Dejva po naši zdaj že stari navadi najprej na začetku zmoliti in se priporočiti našemu nebeškemu očetu, da bo tale oddaja lepo stekla, da bova imela midva ta prava usta za govorjenje in poslušalci ušesa za poslušanje. Dejva. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri gospod Bog, prihajamo pred te v vsem, kar smo. Pa naj bo to naša bolečina, naša ranjenost, naša naveličenost, naša nemoč. Vse to ti v tem trenutku, dobri Bog, izročamo. Te prosiva midva z Mihom, da blagosloviš ta najin čas in da blagosloviš čas, ko bodo poslušalci, gledalci poslušali in gledali tole oddajo in da si z nami v moči svojega Svetega Duha. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tako, Miha, s to molitvijo sem majčkeno že nakazal, kje smo, pa v katero smer želiva peljati to oddajo. Ko smo zadnjič govorili, se pravi, snemala sva v času pred Božičem in mnogi so mi rekli, kako jih je nagovorila tista prispodoba jaslic, ki si jo omenil, kako je prav kljub temu, da je bilo vse naokrog narobe, sveta družina v sebi imela mir in je imela srečo, se pravi, kljub slabim okoliščinam. In tudi mi se še vedno nahajamo v eni totalni naveličenosti, v teh okoliščinah, ki nas bremenijo na vse možne načine. Starši šolajočih otrok imamo res, se mi zdi, še posebej težke čase preživljamo. Zato bi se morda prav danes posvetila prav tej temi, kaj je potrebno za pristno srečo, kaj lahko naredimo v naših odnosih, kadar zunanje okoliščine ne omogočajo, bi rekel, v narekovaju srečnega življenja. Tako da morda najprej, kako mi pojmujemo srečo in kje jo ponavadi iščemo, ali pa kje smo jo iskali pred korono, pa kaj se nam zdaj dogaja v tej smeri. Zadnjič sem videl eno zanimivo karikaturo, kjer je pisalo, če ne moreš iti ven, pojdi pa noter, ne? In je ta čas zdaj lahko pa priložnost za to, da se pa na noter obrnemo. Prej smo iskali srečo vse posod, ne? Družba je bila takrat izredno odprta, izredno fleksibilna in smo lahko seveda potovali po svetu, lahko smo raziskovali svet, kar je seveda krasno in dobro. Lahko so bili to seveda tudi naši pobegi, naša, kot rečemo, regulacija intime, ne? Regulacija bližine. Tako da zdaj je seveda priložnost, da pa preizkusimo malo, kje smo v naših odnosih. Več elementov bova morda srečala v tem pogovoru. Eden od teh je gotovo ranljivost. Kaj pomeni ranljivost, ne? Ena velika tema, ena široka tema. Ranljivost je pravzaprav tveganje. Ranljivost je čustvena izpostavljenost. Ranljivost je to, da se pokažem tako, kot sem. In tukaj imamo seveda veliko težav, pogosto tudi zaradi naših predhodnih izkušenj. A je ranljivost šibkost, Miha? Ranljivost je izredno pogumna, ne? Se pravi, ne, in tle, če gremo iz najbolj banalne situacije, ki sva že na prejšnjem srečanju omenila, fantje ne jokajo, velike punce ne jokajo, je treba tle pogled seveda spremeniti, ker je ranljivost pogumna, kar pomeni, pogumni fantje jokajo, pogumne punce jokajo, ne? In seveda, ker Brené Brown lepo ugotovi, ne, če mi režemo ta čustva, ki jih je tudi stroka nesrečno poimenovala negativna, ne, se pravi žalost, jeza, bes, sovraštvo, ta čustva, ki so, če mi ta čustva režemo, zanikamo, ne, tem režemo tudi veselje. To je težava. Ko ti režeš čustva na enem koncu, režeš cel spekter čustev, ne. Tako da, če želimo, da en otrok bo srečen, vesel in radosten,
bo mogel v življenju kar veliko jokati. To je paradoks. Paradoks, ki ga Čustvenega mi sveta. v Sloveniji, se mi zdi, sploh niti ne začenjamo dojemati, ne. Ker biti priden, ne, mislim, da so tudi zadnjič omenila, ne, biti priden je pomenilo ne jokati, ne sitnariti, v bistvu biti neviden v resnici, ne. Tako, drži. Tule lahko samo soglašam in navežem še z eno temo, da pravzaprav ne govoriti o ranljivosti, ne govoriti o svojih stiskah, se v slovenskem kulturnem prostoru manifestira v, jaz bi rekel, kraljestvu tišine, ki ga je zelo dobro ponazoril moj dragi kolega, psihiater, psihoterapevt doktor Željko Čurič, ko je tudi na portalu TET razmišljal o vzrokih samomorilnosti, pa ne gre samo za to najhujšo posledico, ampak za en simptom, to je tišina, da se o stvareh ne govori. Ja. In iz tega imamo mi kup pregovorov, ne. Molk je zlato, kdor molči, 9 odgovori in tako dalje. Tako da je celo tišina postala kot neka vrednota, družbena norma ali karkoli, kar je seveda zabloda, ne, da bistveno je, da mi lahko vedno o stvareh govorimo. In se spomnim z enega predavanja pogojnega terapevta Bogdana Žorža, ki je rekel: veste, mene najbolj skrbi, če pridem v hišo, kjer je vse pospravljeno in kjer se snažen otrok v enem kotu snažno igra. Prav to me skrbi. Če pridem pa v družino, kjer se tudi kaj zakriči pa zavpije, me pa nič ne skrbi. Dobro, pol je pri nas kar v redu. Ja, Se brez več kot skrbi. kaj zavpije. Brez skrbi, ja. Ampak veš, opažam pa, kako je v moji glavi privzgojeno občutje, joj, grdi ati si, ki si zavpil na otroke, a ne. Razumeš, prav čutim, kako so ti vzorci globoko v meni samemu, pa probam reflektirati te stvari, pa berem literaturo, pa se pogovarjam o teh stvarih, ampak ko se jaz sam znajdem v kritični situaciji doma, in priznajmo si, a ne, bodimo ranljivi, da povemo, da v teh časih je več teh situacij, a ne, tudi pri nas, potem vidim, da te avtoregulatorne zadeve kar začnejo takoj delovati in si rečem, joj, pa ne bi smel, a ne, čeprav seveda se je treba znati kontrolirati, ne, ampak ne pa vedno, pa ne za vsako stvar, si je treba tudi dovoliti malo, da se zluftamo, po domače povedano, no. Ja, kar se tiče v odnosu do otroka, ne, seveda mi smo v svojem popotnici, ki smo jo dobili od svojih staršev, smo vedno dobili neko nepopolnost, a ne, in velikokrat se nam seveda zgodi, da svoje jeze ali pa svojih čustev tudi napram otrokom ne zmoremo. Tam je važno, da smo po eni strani milostni do sebe, a ne, da rečemo, glej, nisem v tem smislu kriv, glej, to pa sem pač dobil, da tako reagiram, sem pa odgovoren, da se trudim, da tega ne počnem, a ne. Se pravi, da se jaz vedno umirim, ne. Da včasih sem celo ranljiv ob otrocih in rečem, jaz sem zdaj tako zelo jezen sam v sebi, a ne, da bom rabil 5 minut pavze, 10 minut pavze in pridem nazaj, a ne. Se pravi, da je jasna razmejitev, da ta moja čustvena reakcija je moja odgovornost. Ni jo otrok povzročil, ker to je zelo mamljivo, a ne, da bi otroku očitali, ti si me s svojim vedenjem tako zelo razjezil. Otrok je samo pritisnil na določene tipke v nas, a ne, in smo seveda mi na ta način odreagirali, pritisnil je pa na tiste tipke, kjer mi rabimo še zrasti, ne. Tako da je na neki način bi lahko dali te situacije nalepko dobro. Dobro je, da se to zgodi. Otroci so naši odrešeniki. Otroci ti seveda pritisnejo na tiste situacije, kjer moraš ti zrasti kot oče in jaz kot oče, a ne. Tako da so te situacije, kakor so težke, so dobre. Jaz opažam, da mi je pa res hudo, in to se mi je zadnjič enkrat zgodilo, sem prav opazil, da je bila ena stvar v ozadju, ki me je težila in sem eksplodiral na otroka, ne. Tukaj se mi zdi, da je pa res dodaten problem, ne, in tega se ne dogaja, no, ampak zadnjič pa prav vem,
bodva iskrena, ne, pogovarjala sva se za Mm. snemanje oddaje že prejšnji teden, pa ni Mm. šlo skozi, tudi Mm. zaradi tega, ker smo bili v takih Mm. težkih situacijah, ne, Ja. emocionalnih, in sem si rekel, tule bi bilo čisto neiskreno, če Mm. greva midva z Mihom zdaj lepe stvari govoriti, jaz sem pa danes eksplodiral na mulko, ke obvlada, ampak je še nekaj v zadaj, ne. Mm. Tako Ja, da, ja. velikokrat so v ozadju stvari, lahko so dnevne stvari, lahko so povezane s službo, lahko so povezane s tretjimi ljudmi. Ker ko mi delujemo v zunanjem svetu, prostor službe, šole, načeloma ni prostor ranljivosti, ne. Prostor ranljivosti je pri ljudeh, na katere smo mi res navezani. Se pravi družina. Kaj to pomeni? Pomeni, da otrok je v vrtcu kar vodljiv, v šoli je kar, vodljiv, doma pa štala. To je najbolj zdrava situacija in najtežja In najbolj za starše, običajna. a ne. Ker seveda otrok nam ponavadi pove v jeziku vedenja to, kar ga teži. Otrok še nima teh poimenovanj, a ne, in mi seveda, ke smo v stiski, ne, bomo rekli: "Pa kaj je s tabo, ne, pa kaj hočeš, pa povej mi, kaj hočeš, ne." Iz otroškega vidika bi bilo: "Ja, saj si ti oče, ti meni povej, kaj se z mano dogaja. Ti boš našel besede za mene, kaj se z mano dogaja, saj jaz jih nimam, ne." In potem pa mi pademo v stisko, ker mi nimamo teh besed, ker jih mogoče v tem žaklju dote ni, ne. Nič hudega, jih bo treba na novo iznajti, ne. Tako da je tule pa naš del bremena kot staršev, da pa mi vzamemo to na sebe in gremo iskat ta odgovor in rečemo: "Okej, to je pa naš del." Ja, omenil si žakelj dote, ne. Pa zadnjič sva še tudi o tem govorila. Res moramo biti, prizanesljivi do sebe, tudi do svojih sozakoncev, če sva zdaj pa še majčkeno na odnosu med možem in ženo, a ne, in obratno. Zdajle, ke smo vsi, bi rekel, pritisnjeni v en kot, a ne, te eksplozije prihajajo in prihajajo stvari, ki smo jih prinesli s seboj v svojem žaklju, a ne. In če primešamo ves ta, to prtljago, ki je tudi narodnega značaja, ko se ne govori o stvareh, ko si ne upamo pogledati, kaj pa je spodaj, ne. Tukaj smo mi v resnici ta prva generacija, ki se tega zdaj uči, ne, kot sva že zadnjič malo omenila, a ne. Drži. Kaj lahko rečeva na to temo? Drži, da smo v izredno izzivalnem obdobju živimo. Zakaj? Mi vemo, da grejo stiske, travme iz generacijo v generacijo, ne, kar pomeni, da mi tukaj zdravimo pogosto še rane prve in druge svetovne vojne, a ne. Kar pomeni, da je to v nas so še vsi ti zapisi različnih zgodb, travm, dedov, pradedov, a ne, se pravi, veliko težkega se je na tem področju, zgodilo. Tako da je to že ta medgeneracijski vidik. Danes so te epigenetske študije, ki, se pravi, da tudi preko genetske vezi grejo te stiske iz roda v rod, ne. Že to je en vidik. In ta vidik je dobro, po neki par, kar sva že zadnjič tudi omenila, ne more z neko logiko sedanjosti ugotoviti, zakaj je tako težko, a ne. Takrat je dobro eno širšo sliko pogledati, kaj se je v prejšnjih rodovih dogajalo, ne. To je že en tak osnovni pogled pravzaprav nazaj, a ne, kaj se je pravzaprav dogajalo v preteklosti v prejšnjih, rodovih. Ja, ko govoriva, Miha, o tej malhi, iz katere nimamo kaj jemati, in dejansko tudi o zgodovinskem spominu naroda, prva svetovna, druga svetovna vojna in tako, dejansko, Cankar je rekel, da smo hlapci, za hlapce rojeni, a ne, za hlapce vzgojeni, ne, in v resnici slovenski narod v vsej tej tišini, ki sva jo tudi že omenjala, kaže na en temeljni občutek nevrednosti. Se pravi, jaz kot oseba nisem dovolj vreden, da bi se lahko polnokrvno izražal in povedal, kaj je v meni, in je zato boljše, da sem tiho, ali kako je to? Ja, ker status hlapca je že v osnovi podrejen, ne. Status hlapca je tisti, ko mora svoja čustvena stanja in sebe zanikati in se mora pokazati v svoji pridni maniri, ne. To je Točno. in to je tisto, kar smo pravzaprav ohranili, a ne, ker pokazati se tako, kot si, ne, da se mož pokaže ženi tako, kot je, ne, je izredno ranljivo. A če boš ti videla, kdo jaz sem,
a boš ti mene še imela rada, a ne. A če boš ti videla, da sem jaz tudi krhek, da sem prestrašen, da sploh nisem tak mačo, kot se morda kažem, ne, a bo to zate še v redu, ne? Se pravi, to je tveganje. V resnici, ne, bo vsaka žena rekla: "Ja, jaz takega hočem, jaz hočem tebe takega," ne, in pridemo do win-win situacije v ranljivosti na koncu, ne. Jaz nočem imeti mačota, jaz nočem imeti partnerja iz jekla, jaz želim imeti moža, ke se zjoka, ne, želim imeti moža, ke pride v stik z nemočjo, ne, želim imeti moža, ke reče: "Jaz pa tole ne morem, rabim pol ure pavze," ne. Miha, ampak jaz bom majčkeno izzivalen tulele. A je to res? A so žene, a niso tudi one pri nas tako pogojevane, da v resnici, jih to prestraši in odbije? Ja in ne. Mi imamo težavo recimo s to socializacijo žensk, ki je Ja. bila na način, da morajo ženske tiste, ki prinašajo toplino, ki skrbijo za druge, Ja. same se pa ne smejo jeziti, a ne, in pravzaprav se ne smejo, postaviti, za sebe, a ne. To vemo že iz Freudovih časov, a ne, smo govorili tako imenovani histeriji, a ne, Ja. češ, a ne, pa danes vemo, da je lahko šlo samo za eno, nezregulirano jezo. Večinoma ranljivost na koncu prinese same dobre stvari, ne. Tako da lahko se jo tudi kakšna žena ustraši, ne, ali pa obratno po spolu, ne. So ene stvari bolj značilne reakcije za moške kot za ženske, ni pa nujno. Ampak načeloma se ranljivost v nasprotju s pričakovanji pa potem sprejme, ne. Včasih pa lahko seveda ranljivost pa drugo osebo spravi v stisko, kar je spet dobro, ker se bo pa pokazalo, da je pa tista oseba ima tam še možnost za rast, Rast. ne. Ko sva prej omenjala rezanje čustev in nedopuščanje te ranljivosti, ne, pa ko sva omenjala ta občutek: "Nisem vreden, nisem dovolj," ne. Ta glih raziskovalka Brené Brown, a ne, pravi: "Šele ljudje, ki so si dopustili neko temeljno ranljivost, kar je najtežje, ne, ki so verjeli, da v osnovi so, tudi če so ranljivi, dovolj dobri, so potem lahko v polnosti živeli neko," ona reče, ne, kot sva že tudi zadnjič rekla, wholehearted living, a ne, to sem se zdaj majčkeno poučil in je res dobra raziskava njena, a ne. Se pravi, to je nekako iskreno, polno življenje, a ne, iz polnega srca ven, ki je tudi pogumno, ne, in je ustvarjalno in lahko daje, ne, pri Križu večkrat rečemo: "Dajemo naprej." In zelo poudarjamo tudi ta duhovni vidik, da gremo iskat k Bogu to temeljno sprejetost. Kako bi recimo v neki kombinaciji duhovnega iskanja pri Bogu pa hkrati tudi neke psihološke rasti lahko delali na sebi in na sprejemanju samega sebe? Tako, to se mi zdi, da ti dve stvari morata iti z roko v roki. Meni tukaj najprej na misel, pride ta svetopisemski vidik: Bog te je poklical po imenu. Ja. In s tem je dal vedeti: to, da si, je dovolj. To, da si Benjamin, in to, da si Miha, je dovolj. To je že, osnovni dar življenja. Pri nas pa to ni dovolj, ne, ker je važno, koliko smo funkcionalni, koliko naredimo, kar je tudi pomembno, ne, ampak problem je, če je naša človeška vrednost vezana Pojena s tem. na to, koliko smo funkcionalni, koliko smo pridni, a ne, Slovenci imamo zelo radi, koliko smo pridni, in potem dajemo to v izložbo, a ne. Ne damo v izložbo to: "Veš, jaz sem pa danes uspel 1 uro počivati," a ne, zato ker je to na tem našem stock marketu slabo ovrednotena delnica, a ne. Bom rajši rekel, kaj sem vse naredil, a ne, čeprav je morda počitek bolj pomemben, v kakšni situaciji, a ne, kot pravzaprav, kot funkcionalnost, kot delo. Tako da, Brené Brown zelo močno izhaja, da, iz te predpostavke, da ko mi smo ranljivi, da ko mi prejmemo sebe, a ne, prejmemo predvsem tisto, kar je najtežje, naša nepopolnost, ne. Kar pomeni nepopolnost, prejemanje nepopolnosti je ključno. Zato ker ni hujšega napora,
kot če imamo očeta, mamo, duhovnika, perfekcionista. To je zato, ker pravzaprav vzpostaviš nek superioren standard, ki ga je nemogoče dosegati, ne. Ja. In si skozi v frustraciji, ker ga ne dosegaš, ali pa frustriraš na neki način okolico. Tako da in tule je Imamo kaj delati, ne? ja, ne, in to ni neodgovornost, ne. Neodgovornost pomeni, da res opuščaš neke dejavnosti, ne perfektnost, tako da pa stvari niso popolne, je pa nujna kultivacija v našem življenju, da je nepopolno dovolj dobro. Ker Ja. to je v resnici realnost. Tudi pri sami produktivnosti vidim, ne, kolikokrat mene samega ustavi kakšna želja po tem, da bi nekaj naredil popolno, ne. Ampak Američani zelo dobro rečejo, done is better than perfect. Pravi, nekaj, kar je narejeno, je veliko bolje kot tisto, kar je popolno, pa Res je. ostaja nenarejeno, recimo, ne. Res je, res je. Drži. Fino. Ja, se pravi, ko imam jaz neki temeljni občutek vrednosti, omenila sva svetopismo in ta biblični vidik, a ne. Pravi Brené Brown zelo dobro, takrat neham kričati na druge in začnem poslušati, ne. Takrat lahko šele začnem vstopati v odnose, si dovolim to temeljno ravnljivost in moj strah in sram nista več tista, ki me ustavljata pri tem, no, tako nekako, a ne. Ja, ker ko ti sprejmeš svojo nepopolnost, je avtomatsko, da boš več nepopolnosti sprejel pri okolici. To je, gre na neki način tudi tukaj kot požar, ne, da v tem dobrem smislu, da če sprejmeš pri sebi to nepopolnost, bo okolica to čutila in bo doživela, manj boš postal kritičen, manj boš postal reaktiven in seveda je posledica tega, da boš začel več poslušati, da boš začel poslušati sebe. Zelo se povezuje to s kolegico od Brené Brown, Christine Neff, a ne, ki je pa pionirka na tem področju sočutja do samega sebe, a ne. Mi tule velikokrat pozabimo še na enega člana, ki ga lahko vključimo v naše pomirjanje, in to smo mi sami. In na tega člana pogosto pozabimo. Raziskave zelo zanimivo kažejo, da smo mi kot ljudje v 75% bolj sočutni, bolj prijazni do drugih kot do sebe. Ja. In mnogokrat ne zmoremo sebi dati tistih besed, kot bi jih v podobni situaciji lahko dali dobremu prijatelju. Tako da tukaj imamo veliko priložnost še za rast, a ne, da mi tudi sami do sebe postanemo dobri prijatelji, da postanemo sočutni, ne, ker je eno zlato pravilo, ne, ne delaj tega drugim, kar nočeš, da bi drugi sebi, a ne. Ja, Jaz bi tule dodal še, ne govori drugim tega, kar govoriš sebi, ker boš imel velike težave. Kaj ljudje sami sebi vse izrečemo? In je tule sočutje do samega sebe, ki bi ga kdo lahko interpretiral kot ne vem kaj, ujčkanje samega sebe, pa ni, a ne. Sočutja je pravzaprav, da ti z eno ljubečo pozornostjo vzameš svojo stisko, ne. To je tako imenovana čuječnost v tem pogledu, ta mindfulness, a ne, da se majčkeno ustaviš in rečeš: "Glej, zelo si jezen ali pa zelo si utrujen, ne, glej, sem s tabo, sam s sabo, sam sebi rečeš, ne." Tako da zanimive so bile raziskave o sočutju do samega sebe, ki so jih delali celo na vojnih veteranih, pravzaprav poročilih z bojišč Iraka in tako naprej. Da tisti, ki so bili sočutni do samih sebe, je bilo manj zlorab alkohola, manj težav, ne. In interpretacija pa kontekst mora biti pravi, a ne. Kaj pomeni za enega gasilca sočutje do samega sebe? Verjetno, ko na prizorišče požara pride: "Joj, kako mi je hudo za te ljudi, ki so v goreči hiši." To ne bo šlo, a ne. Ampak v bistvu je lahko v takem primeru sočutje do samega sebe: "Glej, sem s tabo, zdajle, kar rabiš, je pogum, da odreagiraš. Saj bo vse v redu, ne." To so recimo, se pravi, čisto od situacije odvisno, kaj je tista stvar, kar rabimo, ne. In če samo na kratko, ne, sočutje do samega sebe ima 3 komponente. Ena je čuječnost, da trpljenje sploh zaznamo. Ker vidimo veliko ljudi, ki hodi po svetu, pa sploh ne vejo, da trpijo, ampak to trpljenje pa ta nemir stresajo na druge, ne. Na druge in so tako navajeni in sploh ne zaznajo,
v sebi, da so, ne vem, jezni, osramočeni, da so žalostni, karkoli, a ne. Se pravi, ta mindfulness naredi to, da uvidiš, kaj tvoje trpljenje je. In s tem, ko to narediš, narediš že neko pavzo, ne reagiraš takoj, ne. Potem je tako imenovana common humanity, da se normalizira trpljenje, da rečeš, trpljenje je normalni del življenja. Tudi drugi ljudje v tem trenutku trpijo. Ker nam se dostikrat dogaja, ko trpimo, da gledamo ljudi, ki jim gre dobro, trpljenje je pa moja privatna stvar, kar nas sili v izolacijo. Zato obrnemo ta pogled. Tudi drugi ljudje, ki morda ne trpijo enako kot jaz, ampak podobno, v podobni situaciji, se povezujem z vsemi temi ljudmi, a ne, na svetu v tem trenutku in to te potegnejo taki stavki ven iz občutka izolacije, ne. In potem tretji steber, a lahko tudi sedaj, ko so trenutki težki, ostanem prijazen do samega sebe. A lahko sebi dam stavek, besedo, ne vem, rabiš biti potrpežljiv, rabiš biti pogumen, rabiš se zjokati, rabiš zdajle samo en kos čokolade, da k sebi prideš, ne. Karkoli bi pomenilo prijaznost in zato je važno, da prej o tem razmišljamo, ker ko se v stiski znajdemo, nismo naravnani k prijaznosti do sebe v težki situaciji. Wow. Ja, te stvari se mi zdi, da se prav zdajle dogajajo na veliki ravni, no. Ja. V mnogih družinah. V resnici, no, tako ko se pogovarjamo veliko s temi ljudmi, ki so nam najbližji pri družini in življenju, tudi z regijskimi voditeljskimi pari, pa z voditeljskimi pari zakonskih skupin, pa tako. Pa tudi mi včasih živimo v enih idealiziranih pričakovanjih, ja, se ta dva sta pa v redu, ali pa tukaj je pa v redu, ne. Vidimo, kako je ta situacija tako težka, da tudi pri nas samih in pri tistih naših bližnjih, ki delamo na odnosih, vidiš, da prihaja do precej težkih situacij, ko si ne zmoremo dopustiti ranljivosti, se ne zmoremo srečati in bežimo, ne. In ena konkretna stvar, ki je prišla v teh pogovorih na dan, je bil tudi predlog, dajmo pri družini in življenju kdaj spregovoriti tudi konkretno o prevari, ki je en tak konkreten pobeg, ne. Prej sva omenjala pobege, ki so bili pred korono, v smislu potovanj in ostalih stvari. Dejstvo je, da se v tem času zdajle dogaja marsikatera prevara, ker je marsikakšen par doživel, da je bilo to, kar je prej živel skupaj, v resnici ena sama laž in potem v tej stiski pobegne drugam. Ja. To se vidi, to se dogaja. Žal, ne. Prevare je veliko, teh situacij je veliko v različnih pojavnih oblikah. Nekatere se dogajajo fizično, nekatere se dogajajo virtualno. Ja. Jaz sem pretresen, sem mislil, da sem že marsikaj videl in slišal, pa sem vedno znova presenečen o poteh teh prevar, ne. Ljudje si včasih najdejo v tujini, ne, tudi osebe, s katerimi se fizično nikoli ne srečajo in vse poteka preko digitalnih poti. Ali preko kamer, ali samo preko pisem, ali preko najrazličnejše načine ubira prevara v sodobnem svetu, seveda. To seveda še vedno tiste klasične, pa na delovnem mestu in tako naprej, ne. Se pravi, ta pobeg v prevaro je nekaj, za kar smo mi kot ljudje izredno slabo, zelo slabo opremljeni. Včasih rečemo lahko tragično, smo bolj opremljeni za to, če nekdo odide, kot za to, da smo prevarani, ne. To je eno temeljno zaupanje v življenje, je takrat na preizkušnji. Porušeno. In je važno, ne, da seveda razmejimo odgovornost, ne, da za prevaro je vedno izključno odgovoren tisti, ki je prevaro naredil, ne. Za predhodna čustvena stanja, tam lahko govorimo o odgovornosti obeh, ne. Ampak za prevaro je pa odgovoren izključno tisti, ki je to prevaro naredil, je odgovoren izključno tisti, ki se je zatekel v droge, alkohol, karkoli, a ne. Se pravi, to razmejitev moramo imeti, da ta oseba seveda bo en par,
če bosta oba zato lahko šla na to pot, bi rekel, zdravljenja, okrevanja, da se polna odgovornost najprej za prevaro prevzame, Ker smo takrat zelo nagnjeni, tisti, ki so prevaro naredili, seveda imajo zelo jemljivo, da potem za 30 let drugi osebi, partnerju ali partnerki izstavijo račun, kaj vse ona ni, zato da opravičiš to lastno dejanje kot neka logična posledica tega, In tukaj je treba odgovornost prevzeti, da odgovornost za prevaro je izključno na tistemu, ki vara. Točno. Okej. In tle seveda se včasih pari že zaradi tega dejstva razidejo, neki osebi je to tako zelo nesprejemljivo, da je njegov partner ali partnerka to naredil, da itak je zadeva v osnovi nepovratna, In takrat se pol pač zgodijo te klasične ločitve. V nekaterih primerih pa seveda je možno iti naprej, tako da videvam pare, ki gredo lahko naprej. Tam je pa seveda potem pomembno, da se pogleda pa tudi vzroke, ki pogosto ne tičijo v samem partnerstvu, ampak že v prevarah, ki jih je otrok izkusil v primarni družini, In sploh ni neke logične povezave na prvo žogo, Lahko, a veste, v zgodovini naše je bilo vse sorte, Majhen otrok pa so ga kar nekam dali, enim sosedom ali pa nekam, To je izredna prevara za otroka, da ni imel ob sebi staršev oziroma oseb, na katere je varno navezan. Včasih v zgodovini, je bila lahko prva taka travmatična izkušnja vrtec, ker vemo, da desetletja nazaj sploh ni bilo uvajanja v vrtec, je mogel kar prvi dan otrok tam ostati, Ta separacija je izredna prevara in se lahko ta prevara tudi tako manifestira v odrasli dobi, da pravzaprav partnerstvo potem odpre to možnost, da gre ta stiska ven, da gre ta travma ven. Kar ne upravičuje, tako kot so rekli. Kar v bistvu ni razlog za neodgovornost, Odgovornost bi bila, da človek spregovori o tem in ne naredi teh dejanj. Okej, če se je to zgodilo, bo varnost za ta par v tem, da bo ta par razumel, kaj se je pa zgodilo, Ker to je edina garancija, da se ne bo ponovilo, Ker če par ne gre, tega procesa skozi, eni celo življenje pač živijo prevarami, če jih je drug pripravljen seveda tukaj tolerirati in vedno sprejme neka opravičila, odpuščanja in tako naprej, ampak če se tule globlji vzroki ne pogledajo, je velika nagnjenost k ponovitvi. Miha, a sem preveč radoveden zdaj na prvo žogo, če rečeva, kateri so pa tisti koraki, ki vodijo k prevari, na kaj moramo biti v bistvu pozorni, ko vidimo sami v sebi, ojoj, zdaj se pa morda nekaj dogaja, kar ni v redu, bežim, iščem, recimo, kaki so te običajni koraki, ki peljejo k temu? Običajni koraki so to, da tisti, ki vara, recimo, ali pa je nekje že v nekem, na nekih vratih, da bi se tam prevara lahko zgodila, bo ponavadi ojačal kritiko na drugega partnerja, Postal bo bolj kritičen, pogosto, ne pa nujno, se bo začel telesno umikati, Pogosto bo začel kar naenkrat zelo skrbeti za svoj videz, za svojo obleko, kar naenkrat se bo hotel malo pomladiti in tako naprej, Začel bo kar naenkrat skrbeti bolj za svoje telo, več bo lahko začel, teči, karkoli, Se pravi, opaziš neko ravnanje, ki pač ni povsem običajno, lahko bo kar naenkrat veliko več na telefonu, lahko bojo piskali messagei ob čudnih časih, začnejo poslovni partnerji message pisati, Tako da kar nekaj teh na zunaj zaznavnih znakov lahko najdemo, osebe kar ni velikokrat dlje iz WC-ja, dlje iz kopalnice, ker ima seveda pametni telefon s sabo in tako naprej, Tako da je dobro, da smo tule občutljivi, da smo senzibilni in velikokrat si drug partner seveda čuti, da nekaj ni, ampak je ta misel, da bi njegov partner to delal, tako nevzdržna, da velikokrat teh znakov ni sposoben videti.
In tukaj zelo težko kaj naredimo, ne. Lahko samo spodbujamo, a ne, da če se nekaj takega začne dogajati, če se začnejo dogajati kar naenkrat daljše nenavadne poslovne poti, odsotnosti večje iz družine in tako naprej. In nam je to nenavadno, a ne, se pravi, gre za en intuitivni občutek nenavadnosti, a ne, ker nekdo, ki mora iti na službeno pot, ki mora iti nekam, je lahko del čisto normalnega življenja, a ne, da se razumemo, ne. Ampak kontekst je važen, ne, občutek je važen, a ne, kakšen je ob tem in takrat se je dobro poslušati in na to, odreagirati. Dobro, da pa ne bova zdaj preveč v samo to, bi rekel, negativno sceno padla, čeprav je pomembno res opozarjati tudi na to, dajva zdaj še majčkeno proti zaključku te oddaje, kaj konkretnega lahko jaz pri sebi in midva kot zakonca drug pri drugem, kako vstopava v odnos. Zdaj recimo predstavljajva si eno sliko enega para, ki tole posluša, ki se, bi rekel, v teh težkih situacijah vedno znova zaštrika, a ne, malo ali pa zelo, ki se je začel, mi rečemo pač odtujevati, a ne. Kako naj to pač, kako naj ti dve premici, bi rekel, se spet proti stičišču usmeri, a ne. Oba morata pri tem narediti vsak svoj korak, ne, to je dejstvo. Kaj konkretnega zdajle, Miha? Čisto konkretno je, ena zaveza para, ki ni imel te navade, da govori o svojem čustvenem stanju, ne, da tvega in se poda na to pot, ne. Včasih tudi, če nismo bili dobro opremljeni, niti dobro ne vemo, kaj se z nami dogaja, a ne. Ampak vseglih pa, tudi če ne vemo, da smo jezni ali pa da smo žalostni, a ne, pa lahko rečemo: "Jaz sem pa kar nekaj slabo, res nisem dobro." In če probamo to še takoj, naša psiha ne mara nepredvidljivosti, a ne, tako da mi dostikrat hitro diagnozo damo, da je nekdo kriv za to, da smo mi tako, a ne. Kar pomeni, če v te, rečejo Angleži, v non-judgmental attitude, ne, se pravi v neobsojajočem probamo pogledati, da recimo nismo dobro, a ne. Že samo s tem, ker je ta pregovor v angleščini name it or tame it, a ne, se pravi, že s tem, ko mi poimenujemo naše čustveno stanje, je dostikrat del rešitve, ne. Je v bistvu se že pomiri, a ne, se že situacija lahko pomiri in ta čustvena zmes ne bo šla v vedenje, ke bi drugače lahko šla ali v kritiziranje ali v več računalnika ali nekdo bo zaradi tega, ne vem, pornografijo gledal, karkoli, a ne. Se pravi, ranljivost je prav zdravilo, da ostanemo tukaj in zdaj v naši resničnosti, ne. Drugi pa to mora dopustiti prvemu, a ne? Drugi pa je tisti v tem trenutku tisti poslušalec, a ne, tisti, ki je pripravljen sprejeti, ne. Ker če bo ena žena rekla: jaz sem pa tako prestrašena," pa bo tam odziv: "Ja, pa kva te bo strah, saj to je brez veze, ne." Ja, to ne moreš tega, ne. Bolj je, te je strah, glej, daj vse mi povej, ne, saj sem tule s tabo, ne. Na ta način, ke nekdo o strahu spregovori, a ne, se bo že s tem, ke bo spregovoril, če bo na drugi strani neki sočuten poslušalec, a ne, ki bo to osebo vzel zares, a ne. Ne rabi namesto nje nič narediti, ne rabi dati sto nasvetov, ne. A si lahko samo z mano, to je najtežje, ne. A si lahko z mano v moji stiski? A me lahko sprejmeš, a ne? In dostikrat bo druga oseba več dobrega naredila, če bo rekla zelo preprosto: "Glej, vidim, da ti je pa res težko, glej, sem res s tabo." A je to kompliciran stavek? Ni, ne. Ampak sem s tabo, ne. Sem s tabo, nisi mi odveč, ne greš mi na živce, ne rabiš takoj tega čustvenega stanja zdaj spremeniti in tako naprej, ne. Saj v nadaljevanju pridejo lahko tudi pogovori, ko se mi res začutimo, kaj bi se ti pa zdelo, da bi bilo fajn narediti, ne. In v teh časih je en izredno pomemben mehanizem je, ko ne gre po naše, ne. Sploh za moške nas je to zelo frustrirajoče, če ne gre po naše, a ne. Ker imamo to komandantsko vizijo, ne, kako naj bi življenje šlo, je seveda za nas velik izziv, da ke ne gre po naše, da občutimo razočaranje, da ni šlo po naše, da občutimo žalost, a ne.
lep primer povedal mojega profesor Neufelda, gospod je star 75 let, pa ima 5 otrok, ne. Tako da bo mogoče to še za družine z več otroki. Tudi sam prihajam iz družine s 5 otroci. Je povedal primer, ne, prav veste, jaz, ko ni bilo otrok, sem študiral tole vse v navezanosti in moja žena je bila moj odličen poslušalec in jaz sem ji vedno vse povedal. Pol sem imel pa majčkeno preveč otrok, se pošali, ne, in prav to pa veste, kako izgleda, ne. Jaz si ob 8 zvečer hočem povedati nekaj, ne, ampak ni miru, ne morem, ne. In potem čakam, ne, kdaj bojo ti otroci zaspali in tako naprej in tako naprej, ne. In potem je ura 11 zvečer, ne, gledam na uro, ne, in rečem ženi: "No, a ti zdaj pa lahko povem tisto, kar sem ti hotel?" Pa ona reče: "Ti, a bo tole dolgo trajalo?" Pa meni vse pol dol pade, a ne. In prav tam, ne, je važno, da pa pogledam to stvar, ne, en del mene, ne, čakaj, to se mora nehati, mularija mora ob 8 spati, jaz ne morem tako in ne, prav pride pa še on the other hand, ne, ta drugi čustveni del, ne, pride pa, glej, žalosten si, ker se ni izšlo, hotel si ji povedati, noben ni kriv za to, samo žalosten si, ker se ni izšlo. Ne. In to je zelo močna odrasla drža, je biti v tako imenovanih mixed feelings, v nasprotujočih si čutenjih, ne. To je dobro, okej. To je, biti v nasprotujočih si čutenjih je največji znak odraslosti, Pol ne. sem jaz zelo odrasel, v redu. Ja, biti v teh nasprotjih je izredno težko, izredno naporno in izredno odraslo, ne. Se pravi, da imaš ta on the other hand, ne. To se zgodi v nekem običajnem razvoju pri otrocih pri 5 letih. Takrat izidejo oni iz večjega nasilja, ne. Najbolj nasilno obdobje v življenju človeka je do 5. leta, ne. Nekaj ne dobiš, pa udariš, ugrizneš, pljuneš in tako naprej. Pri 5 letih pa otrok začenja doživljati: "Udaril bi mamico, ampak po drugi strani jo imam pa tudi rad." In pol ta bi tudi rad prevlada, ne. In to je prvo soočenje z nasprotujočimi čustvi, a ne. In da zdržimo v nasprotujočih čustvih, nam ponavadi da toliko pavze, da ne reagiramo reaktivno, ne. Tako da pri ljudeh dostikrat ne rečemo samo ne kričati, ne kričati, ne kričati, ampak iščemo njihove ta mešana čustva, a ne. Da po eni strani, ne, in da tudi recimo nekdo bo nehal kričati, ko bo doživel ob otroku: "Glej, ne vem kva, razbil bi ga, ne vem, kva bi naredil," in ampak po drugi strani se me bo pa ta otrok lahko ustrašil, če sem tako, ne. In pol ta del začne prevladovati recimo, a ne. Ampak moraš v teh nasprotjih nekaj časa zdržati in živeti v nasprotujočih si čutenjih je največji pokazatelj odraslosti. Miha, hvala lepa. Morda čisto za konec, to je sicer časovno vezano na tale čas, ko sva tole posnela in ko bo prišlo ven, ravno okrog valentinovega, mogoče ena zaključna misel na to temo, pa majčkeno EPP-ja, ne, pri Dižu imamo zdajle ponovitev tega spletnega seminarja z Danijem in Vilmo, iz puščave v svobodo, kjer prav preko zgodbe Izraelcev, Eksodusa in tako vstopamo v te, bi rekel, naše sužnjosti, zasužnjenosti in potem preko njunih video nagovorov in domačih nalogic, se pravi, tem za pogovor med parom dejansko doma v tej situaciji, kjer smo, lahko nekaj konkretnega narediva za svoj zakon, a ne. Tako, to je majčkeno en možen naslednji korak za tistega, ki bi želel. Evo ena valentinovska misel za zaključek, morda Miha, pa se seveda še kdaj prihodnjič še kakšne teme dotakneva. Zaključna misel bi bila, da bomo mi praznovali lahko res valentinovo, imamo zdaj priložnost se tudi v težkih stvareh srečati. Zato ker v težkih stvareh se bolj povežemo kot v dobrih, a ne. In če se v težkih stvareh povežemo, še bolj znamo uživati v dobrih. Ker je zaveza: "Glej, je bilo težko in si bil z mano, je bilo težko in si ostal zvest," a ne. Še v Svetem pismu piše: "Mojzes in ne vem kateri očaki so šli čez mnoge stiske in ostali zvesti." In to velja tudi za nas, a ne. Tako da
In na ta način dejansko v praktičnem smislu ugotoviš, da ima trpljenje pa tudi svojo pozitivno vrednost, a ne. Nekaj si razrešil, nekaj si razčistil, še posebej si se povezal, nisi bežal in ti to potem še bolj poveže v dobrih časih in jaz verjamem, da je valentinovo zelo drugačno, če si predhodno tudi v stiski drug z drugim zdržal. Hvala lepa za to lepo zaključno misel. Miha, kot rečeno, se vidimo spet prihodnjič. Vam pa želim, da v tem času res delamo na svojih odnosih, ker največja nevarnost, ki nam jo ta kriza, ki prihaja s to krizo, je, da bi po njej ostali takšni, kot smo bili. Bodimo boljši in verjamem tudi, da bomo. Hvala lepa.